Matjaž Železnik po 24 letih spet v boj za celjski županski stolček. Na celjskem sejmišču so odprli drugi sejem Feel the Future. Podeželje je v celjsko mestno središče privabilo številne obiskovalce. V Celju in Laškem se je začelo svetovno prvenstvo v namiznem tenisu za invalide. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lep dober večer. Celjski lokalni odbor Slovenske demokratske stranke se v boj za župana mestne občine Celje podaja z Matjažem Železnikom. 61-letni glasbeni pedagog je po zaposlitvi v glasbeni šoli Celje leta 1989 odprl zasebno glasbeno trgovino, ki uspešno deluje še danes. Železnik je član Slovenske demokratske stranke od leta 1995. Železnik se po približno 2 desetletjih vrača v celjske lokalne politične vode. Med leti 1990 in 1995 je bil poslanec v takratni občinski skupščini. Za župana mestne občine Celje pa je že kandidiral leta 1994. Razlogi so predvsem v tem, da želimo prebuditi volivce in občane mesta Celja, pa seveda tudi naš odbor, ki je na novo postavljen in ima nove poglede, nove odzive, vidijo, da lahko nekaj dodajo. In to je bil glavni razlog, res pa je, da so me morali prepričati. To pa je bilo gotovo tako, ja. Bil pač izbran na neki podlagi nenahrbtnikov, poštenosti, že prejšnjo udeležbo, ko je bil udeležen v teh krogih, leta 92, 95 do 2, in pa tudi poznan Celjan, profesor glasbe, pevovodja, dirigent. Mislim, da je taka umirjena oseba tudi primerna za kandidata. Prebudimo Celje in Celje je zrelo za spremembe, sta osrednji Železnikovi predvolilni sporočili. V svojem programu za naslednji 4-letni mandat izpostavlja 4 ključna področja. To je najprej sprejem prostorskega načrta, potem zelo pozoren bom na enakomeren razvoj mestne občine. Vemo, da so mestne občine v našem slovenskem prostoru drugače tretirane kot manjše občine. In pozoren bom na to, da bi tudi okolica dobila ustrezno nadomestilo, s katero bi lahko urejali svoj življenjski prostor. Drugo je potem pogoj za delo, za službe, za stanovanja mladih, tudi mladih strokovnjakov, ki nam uhajajo iz Celja. In seveda ena od pravzaprav glavnih prioritet, čeprav je to na 4. mestu, poiskal bi prostor za pozidavo še enega doma za ostarele, morda z večjim poudarkom na ljudi, ki imajo težave z demenco. V tujini je tu zelo lepa praksa, celo uredijo manjša naselja, kjer imajo ti ljudje ustrezno oskrbo in podporo, da lahko doživijo svojo starost. Na zadnjih lokalnih volitvah je bilo v celjski mestni svet izvoljenih 5 SDS-ovih kandidatov. Letos si želijo ta rezultat še nekoliko izboljšati. Mi smo imeli pri parlamentarnih volitvah dokaj dober uspeh. V glavnem takrat je bila zmaga na vseh voliščih in pričakujemo, da bi bila večja volilna udeležba in da bi tudi se ta rezultat izboljšal. Sami kandidati za mestni svet mislim, da so dobro izbrani in da bojo delali, saj imamo slogan Prebudimo Celje. SDS je bila v zadnjih 5 mandatih vse skozi v neformalni koaliciji aktualnega celjskega župana Bojana Šrota. O morebitnih povolilnih povezavah v tem trenutku v celjskem mestnem odboru še ne razmišljajo. Glede, to zelo težko rečem. Mislim, da to bi pokazale volitve, kakšne bojo. Slogan pa tako pove, prebudimo se. Mislim, da je bilo malo zatišja zadnje leta, ampak če nas bo volili, bomo to probali izboljšati za dobro Celjanov.
čeprav smo vedno sodelovali, toliko sem spremljal, čeprav nisem bil aktivno v politiki, ampak sem spremljal dogajanja. Me je pa vedno malo motilo, da so člani bili morda malo preveč podrejeni neki občinski situaciji in so bolj kot ne potrjevali, niso pa sami pokazali svojih idej in se za njih tudi borili. Za vsako idejo se moraš boriti in jo potem tudi dosežeš, a ne? SDS bo na celjskih lokalnih volitvah nastopila s 33 kandidati za mestni svet. Nosilci liste v 3 celjskih volilnih enotah bodo Leon Podlinšek, Karmen Kozmus in županski kandidat Matjaž Železnik. Jutri se bo začela uradna volilna kampanja za letošnje lokalne volitve, ki bo trajala vse do volilnega molka, ki se bo začel v petek 16. novembra ob polnoči. Kampanjo bomo spremljali tudi v naših informativnih in volilnih oddajah. Televizija Celje bo v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018 objavljala prispevke v svojem rednem informativnem programu. Prispevki in oddaje bodo narejeni v skladu s profesionalnimi novinarskimi merili in v skladu z uredniško politiko medija. Televizija Celje bo enakopravno in samostojno odločala o načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov. Vsem interesentom v času kampanje ponujamo možnost komercialnega sodelovanja in oglaševanja za lokalne volitve 2018. Pri tem ne postavljamo posebnih vsebinskih omejitev, razen v primerih, ko bi z vsebino kršili zakon oziroma neutemeljeno diskreditirali posamezne kandidate ali politične stranke. Na podlagi 50. člena Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oziroma podatkov v oglasu odgovoren naročnik. Za skladnost oglasa z zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj. Vsa naročena propagandna sporočila in predstavitve kandidatov in strank oziroma list bomo objavili v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku, ki velja v času predvolilne kampanje. Televizija Celje bo v zadnjem tednu volilne kampanje pripravila soočenje županskih kandidatov v mestni občini Celje. Na soočenju bodo lahko sodelovali le predstavniki tistih političnih strank oziroma list, ki bodo v času volilne kampanje oglaševale na televiziji Celje. Na celjskem sejmišču so dopoldan odprli drugi sejem Feel the Future, ki bo odprt do petka 19. oktobra. Sejem obiskovalcem ponuja vpogled v širok nabor inovativnih digitalnih rešitev. Organizatorji so sočasno s sejmom Feel the Future premierno predstavili tudi festival video iger Feel the Future of Gaming. Sejma vsak po svoje predstavljata našo prihodnost, ki združuje digitalni in realni svet, meje med njima pa so skorajda že zabrisane. Da nam inovativne digitalne rešitve ponujajo lepšo in boljšo prihodnost, smo spoznali že lani na prvem sejmu, letos pa so te informacije še nadgrajene. Na celjskem sejmu smo zelo veseli, da skupaj odpiramo drugi sejem Feel the Future, sejem inovativnih digitalnih rešitev, ki je bil kot lanskoletna novost zelo dobro sprejet med razstavljavci in tudi obiskovalci. Na razstavljenem delu sejma se letos predstavlja 44 direktnih razstavljavcev in še 15 zastopanih. Na razstavnih prostorih je letos poudarek na rešitvah za povečanje učinkovitosti poslovnih in delovnih procesov in na e-izobraževanju. Za splošno javnost bodo zanimiva predavanja o digitalnih tehnologijah v službi človeka in pa tudi predstavitev, kako smo oziroma bomo zelo kmalu tudi Slovenci z digitalnimi tehnologijami prisotni v vesolju. Veseli nas tudi, da smo se uspeli dogovoriti s Slovenskim logističnim združenjem, da bodo njihovo tradicionalno konferenco o IT tehnologijah v proizvodnji in logistiki pod imenom Keep it Simple letos pripravili v sklopu sejma Feel the Future. Evropska komisija od leta 2015 dalje aktivno spodbuja, da se enotni trg Evropske unije prilagodi digitalni dobi in se ustvari enotni digitalni trg. Programi, s katerimi se preko naložb spodbuja nadaljnji razvoj enotnega digitalnega trga v Evropski uniji, pa so predstavljeni tudi na letošnjem sejmu. Pri področju digitalne transformacije komisija dela dve zadevi. Eno je to, da odpravlja regulatorne ovire za enotni digitalni trg.
in digitalna transformacija je ena od 10 ključnih prioritet Junckerjeve komisije. Druga zadeva, ko dela, pa hkrati tudi jim ponuja finančne inštrumente za raziskave in inovacije na tem področju. To so bodisi nepovratna sredstva ali pa sredstva, ki so povratna sredstva, ki so jamstva, finančna jamstva za ugodna posojila v tako imenovanem naložbenem načrtu za Evropo, Junckerjevem načrtu. Tako da to so te dve zadevi, ki jih delamo, možnosti je veliko in z veseljem sodelujemo tudi na tem sejmu. Na sejmu lahko letos poznamo projekt Ministrstva za javno upravo, to je strmenje k vzpostavljanju sistemov, ki podpirajo uvedbo novodobnih digitalnih procesov, digitaliziranih platform za javnopravne postopke ter predpise in orodja, ki so v korist nadaljnjemu razvoju slovenskega gospodarstva. Ja, dejansko lahko ugotovimo, da Slovenci smo po nekaterih kazalnikih v špici, ne samo Evropske unije, mogoče tudi širše. Če pogledamo, smo v špici tako glede količine oziroma števila strokovnjakov, ki se ukvarja z umetno inteligenco. Z veseljem povemo, da imamo ena od evropskih držav, ki ima največ žensk, ki se ukvarja z digitalizacijo, umetno inteligenco in podobnimi zadevami. Hkrati pa lahko povemo, da imamo velike izzive oziroma smo relativno nizko na evropskem indeksu v tako imenovane splošne uporabe interneta stvari in podobnih zadev, kar pomeni, da nam manjka tisti zadnji del, kar se tiče samih občanov in splošne uporabe vsega tega, kar tako slovenska podjetja zmorejo in nenazadnje tudi tisto, kar Slovenci imamo na razpolago, ali skozi javne portale ali skozi pač neke druge elektronske portale. Celjski sejem je v sodelovanju s partnerji Acceleration Business City, inkubatorjem Savinjske regije, Startup Slovenija, Startup Maribor in Blockchain Alliance Europe na natečaju I Feel Startup 2018 izbral 10 najboljših startupov. Ocenjevala jih je tudi posebna komisija, ki je izbrala 3 najboljše in ti so danes prejeli posebno priznanje. Bronasto priznanje je prejelo podjetje Creative Solutions za Creative Solutions aplikacije navidezne resničnosti, srebrno priznanje je prejelo podjetje C-Media za kolesarsko simulacijo Simatlon in zlato priznanje Symbiona Genesis za Symbioza BTC City Lab. Minulo soboto so v celjskem mestnem središču znova pripravili prireditev Podeželje v mestu. Tradicionalni dogodek vsako pomlad in jesen postreže s ponudbo izdelkov s podeželja, namen dogodka pa je tudi predstavitev in ohranjanje ljudskih običajev. Ko pride podeželje v mesto, je v celjskem starem mestnem jedru vedno živahno. To je tradicionalna prireditev, mislim, da že 15. leto. Imamo spomladansko podeželje in pa jesensko in vesela sem, da je danes takšno vreme, da je v mesto privabilo takšno množico ljudi. Z veseljem lahko rečem, da je letošnje podeželje v mestu rekordno po številu stojnic. Kakor sem se sama na hitro sprehodila, mislim, da je zelo kvalitetna, pestra in kakovostna ponudba, tako da bodo ljudje, ki so danes v mestu, zagotovo lahko za sebe kaj našli. Prireditev je sestavljena iz večjih delov. Na osrednjem prizorišču, na odru in ob njem se predstavljajo različne kulturne in umetniške skupine, na stojnicah pa je mogoče izbirati med ponudbo domačih izdelkov. Mi se predstavljamo tule v Celju s pekovskimi stvarmi, raznimi keksi, med in sok, to je naš zaščitni znak, ker smo društvo kmetic meta. Potem še imamo pa razne kruh, razne dobrote, tako da to je to za danes. Imamo pa različna žganja, zeliščni liker, pa imamo borovničevec, domači viski, liker iz vrtnic, ima bolj sladka pijača, pa palmalinin liker, brinje namočeno v žganjo, tavžent roža, beljamovka, slivovka, pa smerečje v žganjo. Mi ponujamo kozje izdelke, ker pa se doma ukvarjamo z rejo drobnice, tako da danes smo prinesli v mesto pokazati, v bistvu degustirati zorjeni sir kozji. Seveda pa tudi tokrat ni šlo brez prikaza starih običajev. Tukaj lušimo koruzo, pa delamo šnops, tudi ličkamo, oziroma smo tudi danes predstavljeni s kolovratom. Danes pa tudi z starimi običaji predstavljamo ljudem, kako je bilo v starih časih pridobivati surovine recimo za metlo oziroma za oblačila.
Res pa je tudi, da pri mladih ni toliko zanimanja, pri starejši populaciji pa se tudi ljudje ustavijo in pogledajo, malo bujamo spomine. Sicer je pa tudi naša želja, da predstavimo to malo neki mlajši generaciji, ampak to pa še mogoče trajalo nekaj časa. Predstavilo se je tudi društvo Ajda Štajerska, ki skuša ljudi ozavestiti o pomenu tradicionalno pridelane hrane. Mi se trudimo pridelovati brez škropiv, zavračamo gensko spremenjeno hrano, gensko spremenjena semena, pridelujemo hrano s komposti in uporabljamo naravna škropiva iz rastlin. Podeželje je v mesto ob lepem vremenu spet privabilo številne Celjane, ki so še enkrat več potrdili, da prireditve, kot je podeželje v mestu, še kako potrebujemo. V Laškem so včeraj pripravili otvoritveno slovesnost ob začetku svetovnega prvenstva v namiznem tenisu za športnike invalide v Celju. Gre za sploh prvo namizno-teniško člansko svetovno prvenstvo v Sloveniji po letu 1965, ko je Spent v hali Tivoli gostila Ljubljana. Vsi govorci na svečani otvoritvi v dvorani Tri lilije v Laškem so si bili enotni. Naj tekmovanje poteka v duhu fair playa. Ponosen sem, da je letošnje svetovno prvenstvo pri nas, v naši lepi Sloveniji. Še posebej pa sem ponosen, da sta mesti gostiteljici ravno Laško in Celje. In verjamem, da se boste pri nas izjemno dobro počutili. Tudi sicer lahko povem, da mesti dobro sodelujeta na številnih področjih in da smo se tudi tu vse tisto, kar smo se morali dogovoriti, zelo hitro dogovorili. Mogoče par besed o Celju, ki je zgodovinsko mesto, ponosni smo na svojo zgodovino iz rimskih časov, iz srednjega veka in tudi na zgodovino športa smo zelo ponosni. Več kot 100 let že praznujemo, v mestu gojimo več kot 50 različnih športnih panog. Predsednike iz Brazilije naj povem, da na olimpijskih igrah v Rio de Janeiro je sodelovalo 16 športnic in športnikov iz Celja, kar je izjemno veliko za 50.000 prebivalcev, kolikor mesto šteje, in da niso samo sodelovali, ampak so se tam vrnili za zlato in bronasto medaljo v judu. Na otvoritvi so zbrane navdušili glasbena skupina Destroj ter mažorete Laško in godba Laško. Na svetovnem prvenstvu sodeluje 325 športnic in športnikov, televizijski signal iz Celja pa naj bi dosegel okoli 700 milijonov gledalk in gledalcev. V dvorani Zlatorog se je danes že začelo zares. Verjamem, da se boste tudi v dvorani Zlatorog, kjer bo potekalo tekmovanje, dobro počutili, da boste imeli dobre pogoje. Jaz sem danes si malce ogledal trening. Moram odkrito priznati, včasih v mlajših letih sem igral namizni tenis, ampak ko sem videl te mojstre na delu, sem bil izjemno presenečen in upam, da si bo čim več ljudi ogledalo tekmovanje. Če vam bo ostalo kaj časa, vas seveda vabim, da si ogledate tudi mesto in katero od njegovih zgodovinskih znamenitosti. Nenazadnje smo ravno prejšnji teden dobili priznanje za najlepše in najbolj gostoljubno slovensko mesto in prepričate se na lastne oči, da je to priznanje prišlo v prave roke. Vsi z jasno željo, naj vsi tekmovalci ter njihovi spremljevalci v Sloveniji uživajo. Športnicam in športnikom želim veliko športne sreče in uspeha, vsem skupaj pa želim, da se vrnete domov z najlepšimi vtisi na Laško, Celje in pa Slovenijo. Jutri bo v notranjosti Slovenije zjutraj in dopoldne nizka oblačnost, ponekod po nižinah bo lahko tudi megleno. Čez dan se bo deloma zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do okoli 14, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Hvala za pozornost, to so bili današnji dogodki dneva. Nasvidenje in prijeten preostanek večera.